Ruske sile so v mestu Melitopol zasegle za skoraj 5 milijonov evrov kmetijske mehanizacije proizvajalca John Deere, ki pa je vse stroje onesposobil na daljavo. Zdaj se šele zgodba začenja. Incident poraja množico varnostnih vprašanj. Podjetje ga skuša izrabiti, da bi z njim opravičilo svoje dolgoletne škodljive prakse. Vodilni svetovni proizvajalec traktorjev in druge kmetijske mehanizacije ima moč ugasniti vse svoje znamke, vse svoje stroje, kjerkoli in kadarkoli. To lahko dosežejo tudi hekerji z vdorom v sisteme podjetja. Je sistem oskrbe s hrano zgrajen na kmetijski mehanizaciji, ki jo ena korporacija ali kibernetski vdor onesposobita v nekaj trenutkih, res stabilen? Ni. Podjetje John Deere je poleg svojih zeleno-rumenih traktorjev hkrati prepoznaven tudi po omejevanju pravice do popravila in po zlorabah upravljanja pravic digitalnih vsebin. Deere kmetom preprečuje, da bi ti sami popravljali svoje stroje. Vsak nedovoljen poseg v stroj rezultira avtomatično blokado, ki jo lahko sprosti le pooblaščeni serviser. Kmetje, ki živijo na odročnih lokacijah, so tako ob vsaki okvari prisiljeni v dodatno izgubo časa in denarja. Podjetje Deere je svoje traktorje opremil s senzorji, ki natančno merijo gostoto in vlažnost tal. To so za kmetijstvo zelo uporabni podatki. Kmetje lahko s temi informacijami bolje razporedijo gostoto sajenja in povečajo pridelek. A kmetom dostop do teh podatkov ni omogočen, razen če semena ne kupijo od Monsanta. Deere gre še korak dlje. Podatke, ki jih beležijo vsi njihovi traktorji po svetu, agregirano prodajajo podjetjem, ki s pridelki trgujejo na borzi. Ta jih nato uporabljajo za natančnejše špekuliranje in tako odžirajo zaslužek tem istim kmetom, ki so podatke za njih zbirali. Zaradi ukrajinske vojne se veliko govori o nuji povečevanja samooskrbe s hrano. Predpogoj za samooskrbo, dragi moji, je popolna posest nad kmetijskimi stroji, pa kakor je rekel Dejan, zemljo, programsko opremo in podatki strani kmetov. Korporacije so z intenzivnim lobiranjem avtorsko zakonodajo spremenile v orodje za ekstrakcijo profila. Vse, kar John Deere in mnoga druga podjetja počno, je trenutno povsem legalno. Spremembo avtorske zakonodaje na nacionalnem in evropskem nivoju si lahko povrnemo nadzor nad lastnimi stroji in izdelki ter dobrobit uporabnikov in celotne družbe postavimo nad dobičke korporacij. Ampak tukaj je nekaj še boljšega. Ko sem leta 2017 prišel do nekoga, ki prodaja semena in je trdil, da pa on pa nima osebnih podatkov, potem v nadaljnjem pogovoru pa sem se z njim pogovarjal, kako za pol Slovenije ve, koliko ima vsak kmet njiv in koliko ima traktorjev in koliko semen in koliko predela, zdaj pa si domišljaj.